Takole, dame in gospodje, predno začnemo, naj se jaz zahvalim mojim pokroviteljem optiki Javornik iz Slovenskih Konjic, ki mi vedno znova priskrbi najboljša očala na svetu. Dol v videu boste imeli link do njihovega Facebooka, tako da pete tja počekirite in seveda, ja, kot rečejo ti največji youtuberi, ne, subscribe, klik subscribe, ne. Zdaj pa, če smo že v YouTubeu in teh klikih in to, ne, danes seveda je primeren dan za to, kaj ti z mano tule na moji levi strani, v tem čudovitem studiu, ne, je soba 102, je Janez Tetičkovič, a.k.a. Mr. Jani, a.k.a. DJ T. Tako. Človek, ki mu lahko rečem, da je po poklicu streamer, ne? Torej, YouTuber, streamer, človek, ki pač se ukvarja z YouTubeom in to je danes, Janez moj, to je danes, bom rekel, nekaj zelo modernega, nekaj, s čimer se mladi ukvarjajo, obadajo in moje prvo vprašanje, res da klišejsko, ampak vseeno, kaj pomeni biti streamer oziroma YouTuber, no? Da se enostavno ljudem igraš tisto, kaj delaš, pokažeš na ekrani, ne? Ja. Da lahko vsi doma gledajo, debatirajo s tabo, se pogovarjaš s chatom. Ni, da ni. Jaz bom delal debate, ne? Ja. Manj igric ne igram. Ampak čakaj, včasih je bil to televizor, ne? Si mogel biti TV voditelj, zdaj pa lahko vsak dejansko TV voditelj doma s tem, da je na YouTubeu. S telefonom. Ja, pa kaj rabiš, no, da narediš en kvaliteten, stream, to pomeni za tiste, ki ne vejo, prenos videa na YouTube, ne? Ja. Kaj rabiš dejansko, da narediš živi prenos videa na YouTube? V osnovu neko znanje, kako se nastaviti, ne? Ja. Tega sicer na YouTubeu ogromno, lahko vidiš video in se da to, hitro se lahko naučiš. So določene programe, ki že imajo določene prednastavitve, da samo stisneš start in skoraj nimaš kaj nastavljati, ne? Ampak kaj rabiš od tehnike? Od tehnike pa odvisno. Zdaj, začetek je tudi od kamere, od telefona že dovolj. Prav, lahko streamaš preko kamere. Ja, uporabiš kamero od telefona in je že tu je čisto dovolj, ne? Kaj pa, če se hočeš malo višji nivo iti? Za višji nivo pa že kakšni, ne vem, switcherji, audio mikseri, se pravi kakšne mišalne mize, ko lahko potegneš več mikrofonov. Prav, kaj, televizijski studio moraš dejansko imeti doma. Skoro že, ne? Ampak, če te prav razumem, ti dejansko ne rabiš snemalne ekipe, snemalca, ti narediš vse sam. Skoraj, ja, sam. Kaj skor? Skor. Mama, tvoja gospa, čekaj to, neka lutka za napihnat, ko imaš to, Janez? Imaš neko lutko, a ne, to je bila moja senca. Ok, ja, no boje. No, nekaj ti naredi lahko tipka, ne? Ja. Ena tipka ti lahko naredi več stvari. In si dejansko v one man band? Dejansko, ja. Kjeri so pa v Sloveniji po tvoje, recimo, top 5 streamerjev, ali pa rečemo, čakaj, pa je razlika med streamerjem pa youtuberjem? YouTuber ima načeloma vloge, ne? Aha, se pravi, da posnamejo intervju, ki ne gre v živo, pa ga kasneje, vlog potovanja pa ga kasneje objavijo, ne? Se pravi, ni vsak youtuber streamer dejansko, ali obratno? Ja, lahko je. Ja, ampak ni, ne? Ali je? Ni nujno, ne. Aha, no pa kjeri so ta glavni, ali youtuberi, streameri, whatever, kjeri so v Sloveniji ta glavni? V Sloveniji lahko rečemo Gladko Pero Martič. Pero Martič je, on je streamer najboljši. Streamer, pa tu je včasih kakšen video gorda. Ja. Ampak ja mislim, da on je po mojem top, ne. Govorimo o slovenski govoreči YouTube kanal. Pa čakaj, to se šteje potem, koliko ima ogledov, odzivov, subscriberjev. Subscriberjev, odzivi. Ja. Trenutno po subscriberjev on, koliko vem, vode, ne. Koliko jih ima? Preko 70,000. Preko 70,000. Nekaj tajega. Koliko pa ima recimo en tak njegov stream, ta show, ki ga on, ne vem, uživo sproducira, naredi, koliko ima ogledov recimo? Tam je okrog 400 do 1000 gledalcev lahko, ne. Konstantno, ki gledajo. Ja. Koliko je pa pol, ko je konc, se pa to skupaj pol se šteje? Pa grejo številke še par dni gor. Nekaj, veš kaj razmišljam, misliš, da je YouTube, ta streaming, da je močnejši kot TV oddaja, ali še vedno TV oddaja doseže več ljudi? Trenutno bi lahko rekel, da ja. Ampak med določeno skupino ljudi, verjetno, ne? Ja. To je starejši dvomim, ne, pri tam mladih pa ja. Pa gledajo samo še to. Ja, zdaj bolj TikTok, ne, nažalost. Ja. Kaj pa poleg Perota, kjeri so še ta močni? Vortex, recimo, Scorp. Kaj to delajo? Isto streamerji, gaming. Isto streamerji, a to so gameri bolj, ali? Ja. Pa kjeri še? Toč pa že pol tak, imaš manjše streamere, recimo Arči je že manjši streamer, to je, ne, Team PES. Team PES, ja. Ja. Pa še to se najde, ne. Aha, sam ta glavnih pa ni velik, ne? Zelo težko, ja. Zelo težko. Zakaj je tako težko se prebiti med top 5? Slovenija je zelo mala. Majhnost je problem. Moraš biti res tisto ekskluziven, da imaš vedno nekaj, ne. Po mojem mnenju. Pa moraš redno streamati. Skoraj, ja.
Da vejo ljudje, enkrat na teden, enkrat na dan, enkrat na 3 dni. Jaz 2krat na teden. 2krat na teden. Pa bolj za svojo dušo. Ne? Za svojo dušo. Ti, kaj pa youtuberi, se pravi youtuberi, ki objavljajo intervjuje, vloge in tako naprej, kjeri so jaki, kjeri so najboljši? Trenutno Beat Saber bi lahko rekel. Ne? Beat Saber, to je tako potuje po gorah. Pa zdaj še Vox se začel snemati tudi potovanja. Aha. To za njih bi lahko rekel. Ne? Ja. Pa še se kdo najde. Pa kaj so ta Femiča, vem, da sta močna. Femiča ima tudi podcast. Ko sem jaz bil pri njemu, tudi David, snemalec David, ne? Ta mislim, da je tudi kar močen. Pa Ideja podcast. Pa Kevder, verjetno tudi. Kevder, ja. Aha, Kevder. Ker pa sem gledal, več enih 5-6 jih je močnih, ostali se pa borijo z zelo nizkimi ciframi. Ne? Zdaj, zakaj misliš, popravi, če se motim, no? Je res poanta, da si dober, ali je poanta, da vladaš spletne logaritme pa promocijo? Po mojem oboje. Oboje. Ja. Jaz sem čutek včasih, da mnogi niso dobri, pa imajo v malem prstu spletne logaritme, imajo zato te številke, ali se motim? Ja, ful odvisno. Ja. Ne vem, to je ful odvisno, si videl. Sam ko gledaš klipe na TikTok, to je ful odvisno. Ne? Nekaj, glej, vem, da si ti tudi malo naštudiral te fore, ampak recimo jaz se spomnim včasih, ko sem na TikToku objavljal razne klipe, razne fore, zdaj bolj kot butasto, bolj žgene, ampak si dal neki gor, takoj viralno, for you page, 30,000 ogledov, zdaj pa zadnje čase težko gre čez Jurija. Ne? In sem se malo pozanimal, čakaj, pa kaj je zdaj fora, gor dol, so rekli, ja, dan pravi, ura prava, ono pravo, s katerim telefonom snemaš, čakaj, pa, zdaj mi pa ti razložil, se pravi, da če to ne poznaš, si danes mrtev na družabnih omrežjih. Ni več dovolj, da si iznedljiv, moraš še poznati vse te tehnične fore, ali kaj? Ja, pa veš, kaj to je fora, ne? 3 leta, 4 je bilo manj folka na TikToku. Ja. In si hitreje prišel na trening, na For You page. Ma dobro, manj folka je bilo takrat, ne? Se pravi, to je fora. Zdaj pa je že toliko folka gor, da res moraš objavljati. Pa ful je odvisno, ne? Lahko enka popolni objavim, pa bo več ogledal kot večer. Ne? No, recimo ti si znan med drugim tudi po tem, da na svojem YouTubeu, koliko imaš subscriberjev? Mislim, da 12,3 tisoč. No, kar je za Slovenijo vrhunska številka. In ti si znan po tem, da objavljaš na svojem YouTubeu razne klipe, razne fore, drame. Ti namreč ti slediš vsem stvarem v Sloveniji, ne? In potem to ti objavljaš gor na svojem YouTubeu in to vem, da ljudje obožujejo, gledajo. Ne? Ampak si kdaj za kakšen klip, recimo, ali pa kakšen video prepričan, da bo ful delu, pa dejansko ne dela, enega, ki pa imaš, kar tako ga da gor, pa ful dela. Od česa je to odvisno? Ja, sem gotov, ja. Kaj je fora, no? Odvisno, ne. Mi znaš to povedati? Kako te YouTube vrže naprej v recommending? Ampak zakaj nekaj vrže, nekaj ne? To pa ne bi znal povedati. Kdo to ve? Kdo to ve? Ja, to jaz vprašam, kdo to ve. Ja. Po mojem je veš, tisto algoritem ne? Ko so že prvi kliki, verjetno pol YouTube drugim predlaga, še sam ne vem točno, ampak klipi, ko ne boš mislil, pa pol čez čas naredi neko oglede, veš, recimo čez pol leta. Recimo, pride v neko foro in ga... Recimo ta Vedeževalec Blaž, ta klip ima preko 100,000 ogledov, ko so novi montaže. Pa ni bil v začetku nekaj ful gledan, kot se spomnim, pol pa je šlo gor. Ja, se pravi, nisi naštudiral to še? Tega še ne. Še ne veš? No, objavljam toliko, ne. Pa gre kako je dolgo, kratko, ali... Tudi, zdaj so šorci popularni na YouTube, ne. Ja, šorci. In to je dosti bolj popularno, bolj hitreje dobiš ogled. Kot na dolge zgodbe. Ja, na dolgi videih. Ti si imel kdaj probleme z objavami teh videov, ki ti vedno kradeš te videe, ne? A veš, pa jih kradeš s Pop TV, pa s kanala, pa z nacionalke, ne? Sme čakaj malo, da ga nikoli ne zablokirajo. Kaj se zgodi, moraš pol zbrisati, ali pišejo, ali... Meni je pisala menedžerka od Zovičarja. Aha. Za tisto, ko so ga izvižgali. Ja. In mi je pisala, če lahko zbrišem, pa to sem rekel, valjda, ni problem. Čakaj, to je bilo privat snemano? To je nekdo pri vas telefonu snemal. To pa ne bi treba ti izbrisati. Ja, brisal sem več. Zgolj prošnja, ali ti je grozila, ali kaj? Ne, napisala je prosijo, pa že izbris. Aha, te je prosla. Ja. Lahko bi pa rekel ne, ne? Ja. Aha. Nekdo je to privat posnel in so pol rekli, da izbriše se. In tudi na TikToku so zbrisali. Ja, pa si že imel kakšen taki primer, recimo, če se spomnim, da si mogel zbrisati? Ja, ogromno. No, rec povej malo. Ja, ogromno primerov je bilo. No, povej jih malo. Ne vem, recimo zdaj zadnja, kaj je bilo s Čaletom Saletom. Ja, so ti rekli, da moraš te videe, kdo, Čale Sale te klical, kaj? Ja, tu je. Da moraš skensta dol. Ja, mislim, klical. Pa či ne bi? Pa veš, kaj je bilo, sem rekel, veš, da tu smo na vezi, ne? Ja. Pa sem rekel, valjda bom te zbrisal dol. Pa kaj mislim, ampak fora je v tem, da če gledaš, kaj pa, da bi te kdo tožil, ne vem, da si s Pop TV-a kaj vzel, ali s kanala A, ali karkoli. To si že imel ti primer, da ti to zagrozil, če ne bo te umaknil, bomo pa... Tako sem zgubil prvi kanal. Ja, da so ti skenslali cel kanal. 3 strajke, bum, zbrisali vse.
Ja, 3 strajke. Zakaj pa misliš, da gre na živce tem te velikim, da nekdo klipe deli? To se je že odvrtelo, v končni fazi, pa končni fazi je reklama tudi za njih. Ne vem, pač razumem za tebe oddaje, pa za te serije, ne? Ja. Da, ko so na voljo, so plačljive, ne? To razumem. To hitro skensta dol nalaga. In za te oddaje pa ni mi jasno, no, za informacije, kaj so novice. Ja. Ker YouTube načeloma je še vse malo bolj popustljiv, recimo kot Facebook, pa tudi, ker tam so avtorske sotečne, Facebook je res na meji, da skoraj več ne moreš objavljati, YouTube je vseeno malo bolj popustljiv, no, ali pa kje pa je meja recimo za goloto, za erotiko, za seks? Tukaj te hitro zagrabijo. Na YouTube je odvisno. Gole prsi verjetno ne moreš odgor, ne? Ne. Lahko sam prelepiš niple. Pa gre skozi. Pa je gre, ja. Ker na Facebooku po moje še to ne gre, ne? Ja. Kaj pa izrazoslovje? To pa niso, ne težijo. Po moje ne. Slovence ne spomnim se, da bi, ne. Ja. Ne bi smel kao tisti besed govoriti, ne. Pa to. Ja. Kaj si pravkar rekel, ja, ok, dobre. Bomo cezurirali. Ja. Ampak ja. Aha. Ti, kaj pa recimo te večne dileme, recimo, ko nekdo te ta velike perota doskrat napadajo, da te donacije, recimo, ko mu dajo mladi otroci in da jih to on zdaj to ni njih okolj prenaša, da jih spodbuja, da mu to devajo in da dejansko jim napol ukrade to, ne. Tako se govori, ne, jaz se na to ne spoznam, pojma nimam, ampak vem, da je ogromno teh obsodb, ne, češ, da ti glavni streamerji jemljajo denar naivnim fanom. Kak je tvoj pogled na to? No? Pismo ne bi rekel, mislim, ja. Lahko en starši tako vidijo to, ne. Drugi pa spet drugače vidijo, ne. To s kartico plačaš, ali kaj? Lahko s PayPalom, s PaySafeom, kupiš kartico, kupiš na Petrolu, pa doniraš, ne. No pa kak gledaš na to ti? Do neke mere lahko, ne, zdaj. Do druge mere pa spet ne. Kje recimo bi ti bilo sporno, da bi rekel, čakaj, tole pa ni bilo najbolj pošteno? Če bi nekdo več, mislim, pošteno, zdaj, kakem smislu misliš? Ja, da bi jih res okolj prenašal, ne? Ja, zdaj, koliko, mislim, da ne prenašal okolje, ne? Zdaj, koliko on ta denar vloži naprej. To je njegov problem, kam ga vloži, ne? Ampak način, kako ga dobi, je sporen kdaj ali ne, ali pač... Mislim, zvisno posameznika. Meni načeloma ni, ne veš. Ja, zakaj pa je nekaterim to sporno? Zakaj? Kaj je glavni učitek? Ker si misli, ja, se sam sedi pa nar dobiva. Aha. Pa ni enostavno. No, sam le, če dobiva, pač dobiva. Ja. Meni to ni sporno. Jaz sem pač mislil, če imaš kakšne take zgodbe, mogoče, da je res nekdo nekoga pol prinesel, pa nekaj obljubilo, pa to ni bilo, tako naprej. Ne veš. Ne. Veš. Koliko denarja to pade v teh donacijah? Odvisno pri Perotu, če event, lahko pravi, tam je padlo za samico, mislim, da je padlo preko 10 jurjev. Preko 10 jurjev? Big Troll Brother, ko so bili zaprt noč. Ja, vem, ja. So dali kaj fani, so dali 10 jurjev denarja. Ampak polovica je šlo, mislim, da je šlo. Ja. Nekaj je šlo, polovica na pol je šlo, ne od donacije, ali je bilo. Vse do donacije so dobili, je dobil zmagovalec. Ja, nekaj to so velike zgodbe, ne? Ja, se to je, veš, to se tudi moš prijaviti, ne? Kaj pa v tujini, koliko so pa tam denarji? Tam pa so... Milijonske vsoče. Če gledaš Dr. Disrespecta, to tip se niti ne zahvali, veš. Ja. Samo igran, veš. Pa donacija, on veš, samo igra, ne? Ja. Skoro se ne zahvali za take neke cifre, ko bi se recimo, ko se Sloveniji tu zahvaljamo, ne vem, za 1 evro, veš. Tam so pa ogromne cifre. Kaj pa po tvoje, kaj težje furati YouTube, TikTok, Instagram? Kaj je po tvoje težje furati? Pa kaj je glavna razlika glede uspeha? Kaj mora znati, da furaš eno, drugo ali tretje? Kaj je po tvoje ta glavna fura? Zdaj trenutno Instagram bolj dobiš ogled na en klip, kot na YouTube. Zakaj? Ker so hitreje tam, veš, tu lahko, zdaj imaš foro tega, lahko to scrollaš kot na TikToku, ne. Na YouTubeu pa več, mora klikniti folk, pa iti gledati na YouTube, ne. Tam pa minutni video, aha, ok, bom pogledal to, grem naprej, ne. Ker folk noče gledati dolgi video, to sem gotovo in vidiš neki video, 15 minut, ne, veš. Pa kaj fora, recimo, folka, to jaz tudi zdaj vidim, ker se, kot vidiš, mi je ratal dolg cajt in sem se začel ukvarjati z youtuberskimi intervjuji, ne, in tudi ti si, mislim, da si številka 14, že, če se ne motim, ne, bom preveril, ne, in me je to začelo drivati, veseliti, ne, ampak sem tudi ugotovil, recimo, da dam, ne vem, na Facebook, na Instagram, ne, dam en kratek klip, ne, pa napišem cel intervju pa ne, ampak, ne vem, klip 3, 4, 5 jurjev, YouTube 500 gledov, pa čakaj, zakaj hudiča ne klikneš na YouTube klip, ne, pač zanima jih samo tista minutka, pa tudi če se zgodba nadaljuje, ne, se pravi, ne, z vam nekaj povem, jaz sem se znajdel v sobi z nago Heleno Blagne in kaj je bilo na tem linku, ne vem, če boš klikniti. Ne vem, če boš klikniti.
Veš kaj, na TikToku ne moreš klikniti. Dobro, na TikToku ne, Instagramu pa lahko klikneš v storijo, daš ti YouTube link. V objavi pa ne. To pa na Facebooku, kjer imam jaz sem močen, ne. Dam tudi od spodaj link do videa, pa klip mi naredi, razlike pa na v končni ogledu YouTube pa ni. Ne? In zakaj misliš, da folk si ne vzame čas za neko stvar, da bi jih malo več zanimala? No, nekateri si pa res ne. Ali res to tako hiter vse, ne vem, si nekje v službi, v avtu, pa pozabiš, ali kaj misliš, kaj fora? Enostavno to, ker folk navaja na kratke klipe, ne? Ja. In tisto konstantno. Ampak čim krajšem času več. Če te zanima nekdo, zakaj ne bi šel klikniti pa poslušati? Ja, pa je to njegov problem, ne? Ja, to ne razumem, jaz veš? Stoji ne. Samo to sem jaz tudi že opazil, ne? Da ne gre, da ne dela. Ne. Se pravi, v kratkih klipih je prihodnost. Seveda. Pa bomo pa mi na ta intervju razdelili na 4000 kratkih klipov, pa bomo objavili samo te klipe, nikjer pa ne bi mogli celoti pogledati intervjuje. Če si videl na TikToku, delajo po part 1, part 2, ne? Ja. To je ta fora, ne? Jane, zdaj mi povej, no, drugače, ti si bolj kot ne, te ljudje poznajo, da si skozi v tej sobi noter, ne svoje. Tule prej, ko sem se pripeljal k tebi, zdaj smo namreč pri tebi doma, da prijem k tebi domov, da imaš to čas, da nimam pri tebi rock'n'roll, ne. Hvala. Ena zelo simpatična kelnerca je bila tam v sosednji gostilni, sem jo vprašal, kdo si, ni imela pojma, ne. Greš sploh s hiše, ti kdaj ven, da si skozi greš. A te strah id, mislim, streamerje pa te youtuberje, spletne ljudi, je strah id v resnični svet. Ne, mislim, strah me ni, samo bolj slot, ne. Kaj da? Bolj sem mut. Ja, ne greš nikamor ven. Grem pa ven, ja. Kdaj si bil nazadnje odzuni? Kjerga leta? Ja, mislim, da danes sem bil. Si bil? Pri bazenu. Ja, pri bazenu. Ja. Kaj si pa delal tam? Vodo ven pucal. Vodo sem ven spravil. Ja. Pa kaj pa drugače delaš, no, izven tega streaminga? Klipe to z YouTubeom. To je tvoj life. Ja. To je tvoj life. Namreč, glej, ti si en zelo zanimiv fant, ne? Čudak, ampak si verjel fant, da ste vam zelo rad. Zato sem tudi k tebi prišel, no, ker smo tudi večkrat sodelovali pri kakšnih mojih oddajah, pa si mi malo pomagal s temi klipi, pa gor dol, kako to gre, ko jaz nisem znal, ne, torej ti moram se zdaj javno zahvaliti, ampak pa imaš te streame, pa te ljudje gledajo, pa dejansko zelo malo ljudi ve o tebi, malo stvari, malo nekaj poveš, nekaj ne poveš, pa zdaj mogoče, če te imam tukaj, da zapeljamo to malo resnejši del, no. Kaj je pravzaprav s tabo, no, kaj je s tabo narobe, kaj te jebe po domače rečeno, glede zdravja? S srcem imaš probleme? Ja, že prirojena srčna napaka. Aha. Že od rojstva. Kakve vrste? To je bila prva luknja v srcu, pol zaklopke, ni da ni. Niso vedeli, kaj bo z mamo, ne. Pol so pa te videli, to nekaj ni vedelo, ne, in so me pol bolnica, ni da ni. Po operacije so bile na odprte srcu, do zapletov je prišlo, dobil sem, ne vem, sepso, tako da so me komaj rešili. Pa to je zdaj nazadnje, kaj je bilo? Kakve težave, ali prej? To je bilo tam 2002. Aha. Ko sem bil majhen, ne? Si bil še majhen. Samo takrat se ni vedel, taka tehnika ni bilo več, da bi oni videli. Ja. Zakaj bo taka srčna napaka huda, ne? Potem sem bil še v Bratislavi na operaciji, tam so me rešili, stavili prvi spodbojevalec. Zdaj s tem živim. Imaš spodbojevalca, imaš not? Ja, spodaj, ne. Pa kak si pa zdaj z zdravjem? Trenutno upam, da je vredo, upam, da bo tako stalo, ne. Ne bom pa se hvalil, upam, da bo tako stalo. Ja. Pa kaj te pa to recimo uvira zdaj pri vsakdanjem življenju? Koncentracije, ogromno. Jaz imam nekje 80% kisika v krvi. Aha, zaradi srca. Premalo kisika imam, ne. Pa kaj to, mislim, kaj to konkretno pomeni? Meni dejansko, zdaj, jaz imam univentrikularno srce, to meni, ki sam en prekat delam, ne. Vse en prekat, napeljano, nekako tako so mi razložili. Koliko je prekatov v srcu? 2. Aha. In da si predstavljati, da mora en prekat vse, ne. Ja. To je tudi napor za vse organizme in to, ne. Za vse organe. Ti to vplivati na celo telo. Ja. In to je, vse se telo navadi, ampak vidiš, ne. Ja. Pa kaj to vpliva na vse, tudi na psiho, na cel tvoj sistem? Jaz sem imel velike probleme s osnovni pa srednji šoli, s testi. Nisem vedel več pol na koncu, pišem prav, kak sem se zapomnil to. Pa kako to, mislim, veš kaj, jaz nisem zdravnik, se ne znam, pa kako to, da to vpliva na to? Vse, ne. Če imaš ti preslabo krvavitev, premalo kisika v krvi, vpliva na koncentraciji, na zbranosti, sej, boš opazil mogoče, da nisi včasih malo tak zbran. Ne, zaenkrat si vredo, ne. Ja. Se te čekiram, ne. Če si šlo zbran, te kar za ušesa. Čuj pa, mislim, glede, kaj so pa rekli, glede prognoze zdravniki? Zdaj trenutno se vodim za presaditev srca. Da vi nas presaditev srca. Ampak to je ful tvegana operacija. Kaj je problem tega, da ne dobiš ali da je tvegano, da ga telo zavrne? Tvegana plus, tvegana zato, ker morajo pol vse žile razvozlati, pa na novo napeljati. Ne. Ja.
Dobiš ful vprašanje, če boš dobo, ne. Mislim, zdaj mogoče si toliko mlad še, ja. Zakaj pa to prej niso naredili? A čakajo, da odrasteš? Ne, probajo čim dlje, koliko si jaz njih razumel. To bo osnovno srce. Razumel s tem svojim srcem, ne. Ker ti moraš polje imati ogromno tablet protiimunskih, ne smeš krem šnit, nič surovega, nič. Ako ti zamenja srce? Nič ne smeš. Ker to ljudje recimo ne vemo, Nič. ne? Masko moraš nositi, ne. Pa to celo življenje pa je ta Mislim, problem. da leto ni po posegu, nekaj tajega. Nekaj se spomnim filma Untamed Heart, Christian Slater je igral, Aha. so mu dali odopice srce. Se spomniš tega filma? Ne, jaz Ko se se je zaljubil, se mislim, da je Marisa Tomei, če se ne motim, je igrala, pa ni pa na koncu umrl, tak lušen film, žalosten, so mu dali to od babuna, odopice srce in se je zaljubil, pa mislim, da je pa umrl, pizda na koncu. Tak žalosten film, ko strela, ne. Koliko je pa teh presaditev srca, si kaj počekiral to? Ja, v Sloveniji bi naj bili samem vrhu po presaditvah. Aha, pa da so uspešne. Na število prebivalcev, ja. Kaj se pa zgodi, če ti telo zavrne srce? Ker to ne vejo, ne? To se zgodi lahko tudi, ja. Pa kaj pa pol? Pol pa ne vem, mislim, da še pol enkrat probajo. Ne vem, nisem tako dolgo spraševal. Jaz se samo vodim, oni čakajo, dokler jaz prehodim lahko 3 km, pa to domala se lahko skuham, recimo, ne, pa nekaj si natočim kozarc z vodo, pa to, da nisem na cevkah, to, načeloma ne, ampak oni vodijo me, ne, kontrolirajo ultrazvoke, imam vsake leto. Koliko pa vsi pri zdravniku pol? Na pol leta, nekje. Pol leta. Se pravi, ja. Se pravi, mene spojevalec drži pri življenju, ker imam pri svojih tripov premalo in če imel teh tripov premalo, bi začel zatekati, otekal bi v noge, v trebuh. Pa kje je ta spojevalec? Tega imam, ne. Kje je v trebuhu, no? Ja, ker sem bil mečka, so ga dali tle spodaj. Skaj trebuhu, pizda, če imaš srce tu gor? Ja, bil sem tako Kaj je to na baterije, to dela? Ja. In moraš menjati. Vsake 2 let skoraj. Pa moraš menjati baterije. To reže gor, pol 14 dni ne more. Čak, oni morajo odpreti vsakič znova. Novega dajo not na konektorje. No, ujebim ti. Ja, te konektorje to so neki Se pravi, standardi. vsake 2 leta te razrežejo, menjajo baterije nazaj, zdaj pa na isti rani režejo. Ja, to je problem malo, ne. Se imam že gordo brazgotino, pa glej, Ja. dokler dela, ne, Ja. si prej se mi tu pizdarijo, ki mi je zela elektroda crknila in je začelo piskati. Kje je v tep noter? Ja. Pa kdaj. Začelo piskati, en večer, ko sem nekaj delal, nekaj sem snemal, ne, ko sem to snemal s televizije. Ja. Ko nekaj piska, jaz mislim, nekdo pustil avto na vrati odprta, ne, Ja. isti ton, čakaj malo, pol pa ni bilo nič, ne. Ja. Pride januar, mislim, to je bilo mislim, da 2020, pol pa januar 2022, se mi zdi, meni je piskalo, mislim, da novembra, ne vem več, novembra 21. In pol pridem jaz januara, sedim tu večer, piska mene, ko mi piska, ne, pridem spat, opet piska, zjutraj kličem rano, čujte meni spojevalec piska, ne, pridem gor, ja, elektroda crknila. Si mislil, že mora rezati me gor, je rekel, ja, to bo tam iti kirurgom, moramo, to je za kirurge. In hvala Bogu je on ga enega poklical, je rekel, gledajte, čujte, če ima taki spojevalec, dajmo na drugo opcijo stimuliranja, na tiste 2 elektrode, ki sta pomembni. Ja. In hvala Bogu, te 2, ko sta pomembni, še delata. Ja. Je pa to problem, ker imam že to 20 let in to gre na nič. Koliko si star? 30 bom. 30 boš. In to je problem, ne? Ja. 20 let je to no zdaj. In te elektrode so na srcu gor, te pa še grejo bolj na nič. In to se vse giba, veš. Ja. To je vlagano, to se vse giba. Vse to je narejeno, ampak ne vem tako. Kak je velik ta pacemaker? Kak je velik? Tak. To je nekje, vse vidiš, ne? Tak. Kaj železen je? To je neka kovina, neka kirurška, neka, zlitina verjetno. Svašta. Ti, na kaj pa moraš biti recimo previden v vsakdanjem življenju, da ne bi si se kompliciral stanja? Imaš kakšna pravila? Načelo bi mogel biti pravilen, to kao ne bi smel telefona blizu imeti, pa take Pa ga imaš, ne? Ja, pa nikoli nič bilo, ne. Ja, pa kaj še? Ja, je piskal, elektroda ti je piskala, ne? Ja, nikoli nič ni bilo, samo elektroda mi je pač piskala. Elektroda je crkvena zaradi upornosti, ne, zaradi starosti. Aha, okay. To je fora, ne. No, pa kaj še imaš kakšna taka pravila, ko se jih moraš držati, ko se jih naj bi držal, no? Ne bi smel pač nekaj dvigovati s tem, ne. Ja? Dvigovati, ker to je več mišica tu not. Ja, pa to upoštevaš. Ja. Okay. To upoštevam, ja. Ne dvigujem nekaj in to je problem, ne. Kaj pa hrana? Načeloma vse jem, koliko se da, ne. Samo tudi probam več paziti. Ker sem pazil, sem imel več kot 60 kg, ni mi bilo kul. Se pravi, bolj ko si suh, boljše je za tebe. Bolj za moje srce, ne. Zato, ker... No, kar povej. Zato, ker jaz manj kil boljše za srce, manj rabi ono stiska. Pa si jezen, da imaš tol, si se navadil? Ali upaš, da bo kaj boljše? Ko ti začne piskati tebi not... Dobro, to je drugo, ja. Veš kaj je? Ja. Ti je res tisto včak, res me panika, ne. Ja, to je normalno. In upam, da več ne bo piskalo, res upam, potrkam, ne. Čeprav vejo, da lahko spet se to zgodi, ker od starosti, ne. In bojim se momenta, ko bodo spet šli gor rezati, samo zaradi teh elektrod.
Naj še pol prije presaditev, drugo leto bo taka, veš, operacija na operacijo, njih ni, ne? Pametno. Ampak če bi ti presadili srce, recimo, pa da ti ga telo sprejme na dolgi rok, Lahko to bi pa traja bilo čisto kaj, bila bi bo ok. 10 let. Mislim, koliko 10 let? Mislim, koliko zdrži srce, ne? Kjer novo. Ja. Pa zakaj pa ne bi skozi držalo? Ne, ni nujno. Zakaj? Ni nujno, ker ni tvoje, ne? Se boš zdravo srce, od kakšne lušne bebe srce boš dobil. Ja, pa mora biti ne alkoholik, ne kadilec. Ne sme biti odstopanja, mislim, da je zelo lahko malo neko. Ja. Kaj pa leta so pomembna, da je dolg staro? Mislim, da ja. Pa po celem svetu to iščejo, ne samo v Sloveniji. Po celotni Evropi, ja. Samo zdaj Velika Britanija šla iz Evrope, ne? Ja. Ali kaj misli Velika Britanija, to je Združeno kraljestvo. Ja, ja. In zdaj je malo verjetno moče manj, samo tudi ne vem koliko. Pa imaš že kandidate za srce, ali ne? Trenutno me vodijo na listi, ko se poslabša, me lahko dajo na urgentno listo. In na katerem mestu si zdaj? Točke zbiram, je rekel Vrtovec. Dojesemno. In če te dajo naprej, pomeni, moraš bolnici čakati, to meni. Ja. Ne von, nič. In lahko bolnici čakaš leto dni in umreš. To tudi poznam primere. Ja. So čakali, niso dobili in umre tam, ne? Od koga srce bi si pa želel, če bi lahko zbiral? Ja, ne vem, to ne povem. Ja, Tega ne zveš. Da ti recimo, da bi si lahko odločil, Ja. koga srce. Kaj pa vem, nekdo, ki je zdrav. Ja, ti pa kaj to od mrtvega človeka, takoj po nesreči, verjetno. Ja, ti predvidevam, moraš ne? dati, ne vem, ti moraš dati to za organe. Soglasje, ne? Za organe, ja. Da po nesreči lahko tebi organe dajo drugemu, ne. Ja, zdaj pa mlajši, ko si, boljše je, da to naredijo, ne? Da boš pa, če boš star 80 let, ti bo rekli, Ja, tega ne rad, ta je že tak star, ne? samo veš, s tem srcem bo ne probljal čim dlje, ker je tudi Ja. moje srce in Ja, ja. organizem isti Ja, protiimunski sistem vse, ne. ja. Ja. Janez, Ni fajn, ne, ni samo fajn, to. ja, verjamem. Lej, da ne bomo preveč žalostna, ne? Imaš tudi dneve, ko ne moreš, ko si misliš, zakaj bi jaz, ko si rekel jezen, ne. Ja, ja. Imaš tudi dneve in pride sploh v rojstni dnevi, tako imam tisto. Si slabe vole. Dobesedno, sam sebi, slave volje, dobesedno se zjočem, ne. Ja, ja. Ko vem, da imam tako stvar, ko bi lahko bilo drugače in te stisne, v rojstni dnevi te stisne, kaj bi rekel. Žalim, ja. Stisne te, ne. Ker pa si tak faca, ne, da si sploh tako dobre volje lahko. Drugače, Ja, saj- znan si ti kot zajebant, ne, kot humorist. Ja, ja. Ne. Nisi znan kot nekdo, ki je slabe volje, pa res. To vidi, Kolikor se da, ne. Nastalo situacijo, koliko se da, so pa Ja, tudi dnevi, ko jamram, pa Vse to je normalno, veš. Janez. to boli not od vremena, veš. Upam, da bo tako, ne vem se hvala, Bogu, da bo tako ostalo. Jaz tudi držim pesti, pa verjetno gledalci tudi. Ja, ja. Ne, zdaj pa, če ti vprašam še to, ne, kroži neka fama v tebi, da se malo pohecamo, ne, da skozi hrepeniš po neki ljubezni, Ja, ja, po neki punci, skozi, da bi neko punco imel, razumeš, da bi vkusil to ljubezen, to strast. Kaj gre tu narobe? No? Ne vem, saj dobro. Kelnerica tam je bila zelo lušna, ne? Si šel Ja. do nje, a mislim, Si bil enkrat tam, ja. kaj? Si bil enkrat tam. Ja, pa in? Pa ni pogledala me nekaj preveč. Ja, mene je, ne? Ja, Ja, le, čakaj malo, ne. Ampak mislim, kaj je problem, recimo, da ne najdeš ljubezni? No? A se bojiš, ali Tako ti bom rekel, ne. ali poveš pač vsaki, da si bolan, pa je to problem? Po drugi Ja. strani se bojim to, da bi me pol pustila, ko bi se kaj poslabšalo. Ja, razumem, pizdarija. Po drugi strani pa spet to, kaj hoče eno žensko, veš, recimo za sebe, pol pa bo ona tista, ki bo mogla mene pol skrbeti, pa to ne. Ja, no. Tako si mora pol najti, da bo Ja, to hotla. Ti pa tako najdu, ne? Ne pa, da bi, veš, da bi pol neko, ja, zdaj pa ti imela zraven mene breme. To pa Ja. ne hočem, ne. No, pa se trenutno, mislim, ni zdaj s tabo vremena, ta hip. Ne? Ja, ja. Pa se tudi Prihodnost je pa žal vemo, ne. Pa glej, tudi pri zdravih ljudeh pride kdaj do bolezni, pride do tega, do prometne nesreče, karkoli. Se tudi pri zdravih ljudeh ti ne moreš vedeti, kaj bo naprej. Ne? Ja. Tada, če boš tako razmišljal, to ni Ne, več se razmišljanje. vem, ja. Ne? To, ker lej, ne glede na to, mi smo lahko zdravi, vrhunski, ono drugo, ampak kot neki pride, je pač na rekovajih naloga tega, ki je zraven, da ti stoji ob strani. Ne? Ja, se Tudi jaz nisem razlagal o tej svoji hardcore preizkušnji iz leta 2019, mogoče daj bom točno povedal, kaj je bilo, ampak tisti, ki so spremljali Facebook. ne, a veš, pa tudi ne vejo, ker nisem uradno povedal, ampak hočem reči, tudi jaz dejansko nisem vedel do 2019, da se lahko meni nekaj zgodi, pa da bom rabo nekoga pizdarija, ki mi bo vrata odprl, ki mi bo mogel sposle ostati, ki mi bo injekcije devo, ne. Rekel, ja, zdaj pa glej, zdaj pa bo moja punca šla, ker pač to ne bo sprejela, ne. Ja. Jaz sem vedel, da nekoč bom jaz spet zdrav, saj upal sem, ne, a veš, ampak tako ne smeš gledati. Ti moraš- Tega se jaz bojim. Ja, sam ne smeš tako Ne bi gledati. tega pa sprejela. Ne smeš tako gledati. Moje slabosti, to se bojim. Če ima tebe rada ena, To je pa drugo, boš ja. sprejela vse. To je pa drugo, ja. Tudi, da imaš v kurcu srce, boš sprejela. Ja. Glavno, da ti dela to od spodaj. To dela, to. V kurcu srce pa vrhunski penis, ne? A veš, kaj mi reče, ne čakaj mal, ne? Ampak no, drugače pa iščeš kaj punc, mislim. Ja, iščem. Ja, pa kaj pravijo, mislim, kje ne se vem. zaplete? Po mojem tem, da sem presramežljiv. Kaj da si? Sramežljiv preveč. Ramežljiv. Oziroma bojim se, da tiste zavrnitve. Nek način. Ja, provat moraš, ne? Probam, ja, ampak se Ja. veš. Ja.
Ampak da vseh teh letih, da ni se najdla ena, da bi rekla, čuj, zaljubila sem se v tebe, všeč si mi, si fajn fant, imaš vredo dušo, vredo karakter. Ja, nisem. To, da imaš vredo srce, ne more reči, ker nimaš, če se malo pohecam, ampak a veš, da ni take punce nikjer. Pa kak je ni? Ne najdem jaz pač. Si na kakih portalih prijavljen, gor, kje? Ne. Ja, ne. To sem proti temu nekako bolj. Spri proti temu. Kakve punce si ti pa všeč? Ne vem, črnolaska bila nekaj odvisno. Ja. Ful odvisno, ne. Lahko je lepa, samo pol karakter, tiste veš. Ja, karakter prevaga. Ne? Ja, to je, vse spoznajo, vsi eno se spoznajo, pa pol karakter je čist kontra. Ja. In te minus. Ampak na zmenke si šel, da je sploh ven, ste te bajte svoje, ali ne? Ja, sem šel že. Šel, in kaj se je zapletlo? Srednje, eno, se mi zdi. In kaj se je zapletlo? Ja, ni bilo z tega pol nič. Ni bilo z tega nič. Smo šla z bicikli, ta fora bila. Ja. Jaz pa ne morem goditi, ne. Ja. Samo tisto, ko si na hajpa, pa adrenalin te drži, pa lušna punca je bila, to mogoče gleda. Ja, upam da. Smo šla nekam z bicikli do trgovine, Ja. pa sem mislil, da bo kaj pa ni bilo z tega, nič, jaz sem mislil, da to nekaj zmenek, pa to, ne. Ja. Pa ni pol nekaj ratalo z tega. Da si pa nazadnje pa bil na zmenku, v srednji šoli. Ali si bil Tam zdaj nek. kaj tudi? Ne. Zdaj pa nisi bil? Ne. Kaj si kar avtomatsko si se odločil, da to V ne bo? osnovni šoli je bilo to še verjetno. Pa zakaj pa zdaj nisi šel na zmenk? Ja, ne hodim. Te je strah. Ja, Zavrnitve. točno to. Ja, pizda, pa moraš provat. Ja, probajte, ja, samo. Na vsak 100 ne je en ja. Ne? Točno to, sej. Se veš, kako je ti spregovor, da ne jebe, kak lijep, ampak ne, da jebe, čakaj, da tisti, ki so ustrajni, jebejo, ne, Ja. ne tisti, ki so lepi, ne, ja, veš. Ja, neč, Janec, kaj ti ne rečem, ne, lej, jaz ti želim predvsem zdravja, ne, to Ja. je pomembno, lej, si zelo mlad, Sam veš. zelo mlad fant, tudi jaz se pravim, imam za sabo to jebeno izkušnjo in vem, kako je, ko zdravja ni, ne. Ja. Takrat, lej, nič več ne velja. Ne punce, ne denar, ne karijera, ne filmi, ne muzika, nič, ker če ti nisi zdrav, nisi zdrav. Ja. Tam so pa vsi enaki. Ne? Ko ti enkrat ležiš v bolnici, razrezan, odprt, tam ti ne pomaga nič. pravim. Tam je vsak Nula. zero, nula. Tam ne, ali si pizda Schwarzenegger, ali si nek bom rekel, nežen fant, nima. Jaz sem bil celotno otroško bolnica. Ne? Nima veze. Ne? Celotno otroško bolnica. Ja. In vem, da ni fajn. Zato vedno, ko imam te preglede, me je tisto. Čeprav veš, da se bolje počutiš, kaj če bo kaj, ne imaš tisto podzavesti. Se to vam jaz Podzavesti imaš. Ne? enkrat na leto imam jaz tudi to pizdarijo in vedno, mislim, nikoli nisi čist miren, ne, če imaš pač neko tako izkušnjo, pa veš, da boš skozi ta check-up delal, ampak ne smeš si dovoliti, ne, ker če boš skozi to razmišljal, to je mogoče fajn, da se ukvarjaš s streamom, pa ono drugo, tretje, pa sporniči. Razumeš, ne, da se ukvarjaš s tem, ne, da pozabiš, ker če ne bi imel nekih hobijev pa to, glede na to, da pač rekel, da nekih konkretnih služb ne moreš, bi si tako lahko zmešal. Ne. Ja. Ja, sej. Ja. Če no, pa mogoče ob koncu, Janez, ti dam zdaj priliko, da obrnemo sistem, ne, in da ti mene vprašaš, ne, končno, ne, da ti mene vprašaš 3 vprašanja in karkoli ti leži na duši. Karkoli. Ja. To si me zanajdo. Ja. Jaz hvala na to stračulo. Res je To nobenemu ne povem, zato da je čim manj opcij, da me kdo spravil v kakšen rod položaj. Ne. Kaj te ne vprašam, ja. Ja, ker vam, Kaj te ne vprašam, razmišljaj. Ha, Karkoli. ko si že ti tu, ne? Ja, veš, Kaj se tiče tvojih oddaj? Kaj? Tvojih oddaj. Ja. To še bo kdaj za konec s tem? Zdaj misliš, kjer jih vdaj? Gartnerjev bordel. Gartnerjev bordel. Jaz mislim, da Gartnerjev bordel, kot ste ga poznali, to je zaključena zgodba. Ne? Konec. To je zaključena zgodba, to je pač zgodba od televizije, na kateri je ta oddaja bila. Tukaj mislim, da žal te zgodbe takšne, kot je bila, ne bo. In tudi ime ne more biti več enako. So pa seveda ideje, da bi se to nadgradilo, ne? Da bi to šlo naprej pod drugim imenom, druge oddaje, ampak kaj je bil problem, ne? To zdaj prvič javno razlagam. Ja. Imel sem en hud projekt pripravljen letos, ampak je bil povezan z erotičnim semom v Ljubljani, ki je pa žal odpadel. Ja. In jaz in Roko Šifredi in njegove punce, moje punce, porno zvezde, vse je bilo planirano za opening. Ja. Za Showtime, za tiskovno konferenco, za grande opening, razumeš, in takrat bi mi štartali z novim projektom, ker je pa sejem odpadel,
je pa to šlo malo, zdaj se je oddaljilo, ker ti, ko štarta z neko novim projektom, moraš narediti boom. Ne moreš reči, zdaj imam pa televizijo, gremo, ne, ti moraš narediti boom. Tako se pač dela. In ker se je to ukinilo takrat in odpadlo, se je to zdaj malo zavleklo. Po drugi strani mi je pa interesantno to, dragi moj Janez, ko sem vodil ta dobrodelni koncert za Antonija, kjer sem se res angažiral in čist iz te moje osnovne seks teme šel ven, so me začeli pa ljudje malo, čeprav sem že prej ful stvari delal, ampak ta je bila zgleda res mainstream, so me začeli pa malo gledati še izven tega seksa in so se mi neka vrata odprla, kjer se mi prej niso. In sem začel razmišljati, kaj pa če z malo pauze naredim, te seksualne, pa začnem malo druge stvari delati, ampak po drugi strani pa glej foro, zdaj odkar delam te intervjuje na YouTubeu, ko sem naredil z Tano, intervju, ta je ena zelo lušna hostesa in ta motošovi, gordaj smo govorila v 1 uro o seksu, 8500 gledal, ko naredim neke lepe zgodbe, recimo cerebralna paraliza, slepi komedijant, ena, ki je bila v Kuvajtu. Isto je bilo pri Voxu. Razumeš? Z temi podcasti. Mislim, se pravi, ljudje očitno hočejo seks, hočejo škandale, hočejo norije, hočejo Martina Strela, ko reče, da Luka Dončić ni naredil nič, hočejo, Binotija, ko reče, da so ženske po 30 letov pogreb, kar je tragično in žalostno, ampak jaz, kot vidiš, pa veš, da imam dostop do vseh možnih ljudi, ampak sem rekel, ne grem do Pero Martiča, ne grem do Bita Severja, grem do Janeza. Z njim bom naredil intervju. Ne grem do ljudi, ki trenutno so meni blizu, ki jih imam rad in do tematik, ki me zanimajo, zato imam tudi čarovnice, klicanje duhov, pa še marsikaj sledi še, ampak zanima me odziv, čekiram, ampak sem malo, ne bom rekel razočaran, ker vem, da nisem jaz youtuberski zvezdnik še, ampak vidim, da ko je bil pa seks, pa čakaj, pa ljudje, pa dajte gledati Lano Tepeš, punco, cerebralno paralizo na vozičku, krasna zgodba, spontani pogovor, res lepo govor. Ne, sej Jurija 400, to ni malo, bodimo iskreno. To ni malo, za slovenske scene to ni malo, če nisi ti med top 5. Sam pazi, ni pa 10 Jurijev, pa bi lahko bilo, ker je lepo, in to me malo zanima, pa bom videl, kam se bom obrnil. Koliko bo imel? Bomo videla, ampak če enkrat vrnem na to tvoje vprašanje, Gardner je bordel kot to, kar je bilo definitivno nikoli več, to sem siguren. Se pravi, nikoli več ne bo možno videti. Te vdaje, zdaj, če je kdo ki pobral tako dol, pa je bo gor vrgo, ampak te vdaje uradno ni več. Bodo že najdne. Bo živela v spominih. Drugo vprašanje. Kaj je pu? Da si ful lepo, da si mi to vprašal, da ti dal čala dol, kako se mi uči, kako se mi uči za svet, ko jaz tega psa mojega, ko ga ti umeniš, puje moje najljubše bitje na celem svetu. Punce pridejo, pogrejo, ostane. Imel sem prej Jodija, mojega prejšnjega psička, bil je bolan, bogi, crkval, sem joko, norev, ampak Jodi je prišel ven, ko je bil že 5 let star. Sem ga posvojil, bil je hrom, kakanje mu je uhajalo, ampak jaz sem bil njegov opora, njegov angel varuh in sem ga skendlo še, da je še živel pri meni 8 let. Puje pa od vsega začetka. In mislim, da to, ko imam tega psa rad, pa tako ima on mene rad. To je nenormalno in to je malo biti, to je 5 kg težek pes, on je posod, je v posli, je tam, dlake njegove so še v hladilniku, on je vse posod in kar je najbolj pomembno, ko ti priješ domov, ko je to bitje. In še nekaj, kar verjetno imajo drugi isto, ljudje, ki imajo pse, ampak nekaj, kar je meni fascinantno. Jaz nimam zdaj ful veliko stanovanje. Imam pa tako, da lahko ti konkretno se omakneš v sobo. V bloku živiš. V bloku, In jaz recimo sem na kavču v dnevni, on je na posli v spalnici čist nekje za ovinkom. Pa da imam jaz žalosten moment. Pa da meni pretečejo solze. On preleti v 1 sekundi, mi skoči v naročje in mi začne lizati oči. A za voha to mi ni jasno. Ali res čuti žalost, ali pa če neka druga fora, da zavoha, ne vem. Ampak on pride mene potolažiti. Ko on rabi nežnost, se pravi, ko ga kaj boli, ko je bogi karkoli, se bo ulegel zraven mene in bo on rabo, da ga jaz objamem, božam, jaz vsak večer mu rečem, da ga imam rad, ga poljubim tako da je moj otrok to. V glavnem, Vse smačka isto. Če dalje bolj smo si podobna. Mal siva, črna, glasna, nežna v resnici, skratka puje
Tretje? Zadnjo, finalno? Kakšne imaš plane za naprej? Razen teh intervjujev pa... Plane za naprej. Dobro vprašanje. Planov je ogromno. Ne? Zdaj pripravljam eno zelo zanimivo radijsko zgodbo, by the way. Ne? Torej, vračam se med drugim na radio, kjer radio ne ostane še skrivnost. Jaz sem začel na radio s kariero in zdaj se vračam na kraj zločina, ampak to je ena izmed stvari. Televizija bo ne takšna, verjetno, kot sem si jaz predstavljal, torej pornografska, ampak bo bolj normalna, ki bo imela pa tudi erotične vsebine zvečer. Tako da televizija ostaja plan, bo, samo vse traja. Meni se mudi, vsem ostalim se ne mudi. Vsi ostali imajo čas. Jaz ga pa nimam. Leta tečejo, cajt teče, denar gre, denar mora sprihajati, ne samo iti. Ampak imam plane, pa zdaj sem med drugim tudi influencer bil, za salon Mona Lisa v Slovenski Bistrici, pazi, čudovito sodelujemo, razumeš, tudi Tina je igrala, pa njihova Vesna je čudovita punca in lastnica Marija, je krasna gospa, sodelujemo dobro, tako da vidiš, to so vse neke stvari, ki pa preditve recimo še vedno zelo, zelo rad vodim, zdaj me čaka, upam, da bo ta intervju šel noter, ko bo to že za nami, ali pa še bo 25. oktober, ena velika zgodba se bo zgodila tam, ne bom še o tem govoril, v glavnem, planov je ogromno, ampak, če sem pa čisto iskren, si predstavljaš, da meni YouTube zgodba rada. Pa da se jaz lotim res na hard, ne zdaj Janeza Tetičkoviča, ampak da dobim Tino Gaber, da dobim Roberta Goloba, da dobim pizdarije. Spet kakšne klipe. Razumeš, pa da imamo klipe, pa da bo to viralc, To so pa zgodbe, ki bi pa pol mogoče res, sam tu bi se mogel potruditi, pa mogoče kakega snemalca dobiti, da niso statični kadri, ampak trenutno se pravim, no meni še ni rekel, zakaj imaš pa ti tako statiko, zgleda, da poslušajo, in jim je važno, kaj povem. Pa se zadnje slika je v redu, sliši se v redu, ni pa to zdaj on nivo, ko vidim pred drugi, sam drugi imajo studio, jaz pa hodim okrog na lokacije, potem se ločim trenutno, ampak mogel bi se tu res potruditi, ker sem zamudil 10 let, in ogromno je tega, ampak jaz mislim, takrat, ko sem imel glasne obolenje, takrat bi si predstavljaš, da bi jaz to delal na YouTube, pa jaz bi zdaj imel 5 milijonov. Takrat bi si pa kaj si ti? Tisti radari so te dobri uspeli. Tisti radari so bili... Viralni hit, viralni hit. Tista bo res. Pizdarija, vsakega gosta to vprašam, pa tudi tebe bom ob koncu, kdaj si nazad na joku? Mislim, da ob zadnjem problemu, ko sem imel neke težave. S križom. S križom? Ja. Kaj si pa delal? Gnoj sem imel v križu noter. Fasetnem sklepu, neki gnoj sem, nisem mogel hoditi nič. Joko sem bolečine. To je bilo malo nazaj, ne? Aprila, marca, pred veliko nočjo. Povem, da te ni bilo neki cajt. Ja, vse sem pol napisal v Discord, kaj se dogajalo. Pa še en stream smo naredili na to temo. Od česa to prišlo, ne vem, nisem mogel hoditi nič. Bil sem spet tik pred sepso, ne? Spet bi lahko šel, ne? Pa ti neprijetno govoriti o teh zdravstvenih težavah ali deliš? Govoriti mi je neprijetno zato, ker lahko eni kontra vzamejo in grejo, evo, glej ga tega Janija, bogega se dela, veš kak je YouTube, veš kak je internet. Sam hočem reči, da ti si ne delaš bogega, ti poveš tako kot je, ne? Jaz vem, da te življenje lahko hitro dari, če misliš, da si nekaj veš, te življenje hitro lahko dari. To razumem. In zato se nimam nikoli za več. Veš, ljudje... To, kaj je YouTube moj, to je nič, to lahko meni zbrišajo. Ljudje so pametni, ljudje pač se veš, govorijo svega svašta, ampak jaz mislim, da ni slabo, da se ljudje pogovarjamo o težavah, da so to psihične, fizične, handikepi, karkoli, ker veš kaj je fora, mnogo ljudi mogoče ima iste težave kot ti, pa je tiho, pa ne upa o tem govoriti, čakaj, zdaj pa to tam povedal to, pa sem pa jaz tudi v glasu, pa se to pa sramotnega ni pisa, se nisem edini, to ni slabo in tisti, ki misli, ta jamra, ne, nič ne jamra, on je povedal iskreno in lepo. Probleme imam vedno skozi tega. Jani, tvoj zadnji stavek za moj, pazi, ne tvoj, za moj YouTube kanal je kaj? Nekaj res te bojo spominjali ljudje še po kakšnih 20 let, najmanj, ne? Nič, ne gleda tvoj kanal, tvoje videe, ker se delaš redno, zdaj gor objavljaš, pa ne stane takšni kot so in res biti prizemljen, v smislu tem, da se nimaš nekaj za več, pa da res spoštuje vsakega, pa če imaš slab dan, probaš se pol drugič upravičiti, če si koga slučajno prekleva, pa kaj ne. Dač pa biti res tisto življenje, kratko, mogoče tvoji problemi so za nekoga mali problemi, recimo moji problemi so recimo za mene velike probleme, tvoji problemi so lahko za tebe za mene mali problemi, ne?
Se pravi, ne sodi probleme drugih, ker ne veš, kaj njemu pomeni. Točno to, ja. Ja. Potem pa še to vprašam, no, da sem že morala končati, ampak še očitno ne bomo. Te prizadenejo, kakšni grdi komentarji? Na začetku je to bilo ogromno, ja. Ja. So pisali. Ne. Zdaj pa se pač ne smejim, ne, temu, pa se kontra obrnem na forum. Ne. Se te ne smejo, to moraš eno uho not, pa drugo ven. Sploh zato, ko pišejo, kdaj bom šel, ne. Ja. Fuko, ne. Nekaj bom, veš. Ja. No, jaz imam presenečenje za tebe, ne. Jaz sem pripeljal dve, čakaj na... ne. Josephine! Hello! Pa veš, da je šla nekam. Hello, Josephine! We got a guy here! You need to do this! You need to do it right now! Dija. Lej, jaz sem probo. Je šla nazaj, Plačal sem, pazi, ne bodi vedel koliko, plačal sem, ampak glej, je ni. Je šla nazaj, Love House. Je šla nazaj, žal. Jani, lej, kaj ti ne rečem, ob koncu čale sale, Zlatko, kjer tim, za koga navijaš? Tu dejansko, koliko sem gledal zgodbe, ne vem, ne moreš reči, kaj je res, kaj ni. Zdaj je malo čudno vse skupaj. Ni potrjeno. Ja, zdaj pa res čudno, če mogoče tole, mogoče ja. Čeprav sem dobil, čeprav je meni čale klicu, pa to, si slišal tudi drugo stran zgodbe. Ja. Ne vem, zakaj se poče to res, zakaj ste tako dolgo čakali, veš. Ja. Zdaj so po mojem mnenju žrtve dvakrat najavale, če je res, ampak jaz ne vem. Policija nič ni potrdila, veš. Ampak ti ni interesantno, da recimo zdaj je to bilo, ta big deal, velika zgodba, zdaj je imel Zlatko zelo uspešen koncert v Križankah, res, da ni bilo toliko ljudi, kot so pričakovali, sicer je pol Doša v eni izjavi rekel, da je po eni strani pa žalostno, da rabiš tak otročji hype, da dobiš ljudi, ne, kot kvaliteten, legendarni reper, ampak to več ni dovolj, ti moraš narediti nek otročji hype, ne, ampak misliš, da je Zlatko vse to naredil zgolj zato, da je imel koncert. Kaj ne veš, nikoli ne veš. Deluje tako, ne? Deluje tako, ne? Kar je pa, mislim, kar je pa sploh bullshit, ne? Če pa to naredil, pa le, ne? Samo dvom, no. Ja. Ne veš, res deluje tako, ne? Ja. Diš prvo, ko malo podaš, evo, koncert imamo, ne vem, ne bom nič rekel, ne? Ja. Ampak kaj zdaj, je pa čudno. Kaj zdaj je epilog te zgodbe? Se ga ni, ne? Ni. Dejansko ni. Čale ni tožil nobenega, ne? Ja. Zdaj te punce, ena se je javila, tistih naslednjih 100, ki jih je bilo v planu in nikjer več ni, ne? Pici tudi ni naredil, nobene zgodbe naprej, samo en intervju naredil, ne, ja, bo zdaj full punc, pa nisem še nič videl, ne. Kaj zdaj je epilog, ne? A so to zdaj vse skupaj? Na koncu bo mogoče to, kar sem rekel, da ste bolj prfukini, ko govorite, da so se vsi skupaj zmenili, ne? Ampak to je bilo malo bolano, ne? To je bilo bolano. Dvomim, da se bi, ampak nekaj verjetno ne na tem, če so one podpisali vse, ne? Sam Čale zdaj na vse zadnje neke sponzorje zgubil, nekih je pa na novo dobo sem videl. Zgubil, verjetno je, ja. Sam škodilo mu to v končni fazi očitno tudi ni. Na koncerti pa je se kar pozna. Ja, to pa mogoče res, ne? Nekaj konkretno, da je mu zdaj škodilo, da bi zdaj nehal se mogel skriti, recimo zdaj poroko so mediji na veliko objavljali to, ne? Se je malo pozabilo, ne? Ja, ampak to se v mestu ni pozabilo. Ne, ampak tož pa ni, ne? Ni. To mi je hecno, ne? Sprav, kje je epilog te zgodbe, ne? Ja. Kje kurac je epilog te zgodbe, pizda, ne? Ono tudi, ona zdaj, če dana naprej, tista, kaj je vlada. Ja. Ne vem. Samo je pa bilo res tisto tak, da neki jem, bilo na tem. Bilo je hardcore, obljubljal se je, pizda, konc sveta, ne? Zdaj pa pol pa tak. Ja, se pravi, tresla se gora, rodila se miš, ne? Ne vem, jaz samo to sem slišal obe strani zgodbe in to je res čudno, ne? Zanimivo, ne? Nič, ne bomo prišli temu do konca, kakorkoli, dame in gospodje, to je bil Janez Tetičkovič, a.k.a. DJ T in Mr. Jani. Spremljite njegov YouTube kanal na Mr. Jani, njegove live streame, kjer sem tudi jaz parkrat že gostoval, ne, in je bilo fantastično. Prišel sem ekstra za njega, k njemu domov, me je povabil ta svoj krasen studio in bo končno moj intervju zgledal tako, kot mora, ne, da ne bo sad na telefonu snemano nič. Uživite, imejte se lepo, Jani. Hvala ti, zdržal si pogovor, ne? Oblečen na srečo, ker to ni Gartnerjev bordel, ne? Kar si želel vedno biti gost, ampak imel si srečo, da nisi bil. Tako da nič, uživite, držite se in se vidimo v naslednji YouTube ediciji. To je to. Srat me pritisnil, pizda.